Tole je pa za vse, ki si želite delati podcaste oziroma deliti s svojimi sledilci kakšne bolj globoke misli, ker seveda na ta način se pač boljš, bom rekla, povežemo, ker v bistvu lahko globje gremo, pa globje razložimo, pa tudi z glasom povedane stvari so majčkeno drugačne, kot pa če samo nekaj pišemo po socialnih omrežjih. Tukaj le pokažem tole zadevo, in sicer Spotify. Zdaj, ena varianta seveda je, da objavljamo naše posnetke, lahko je video, pač bom razložila, zakaj temeljim jaz tole na avdiju. Video posnetke lahko seveda kažemo, naložimo tudi na YouTube. Tudi YouTube na vsakem kanalu, če imate svoj biznis kanal, boste imeli zavihek podcasti. Takole, evo, če preklopim na kanal moj kanal Maruša E. Dogodek, imam zavihek podcasti, kar pomeni, tukaj lahko naredim knjižnice, kjer v bistvu potem v vsaki knjižnici se nabirajo ti posnetki. Druga opcija je pa seveda Spotify. Je pa prednost Spotifyja pred tem, in to, da dodam, v obeh primerih lahko nalagate videe in avdio posnetke. Zdaj na YouTube boste seveda mogli avdio posnetek opremiti vsaj z eno sliko, zato da je lahko video, ne moramo dati kar MP3, mora biti video. Za Spotify je pa seveda lahko avdio. In kaj je zdaj prednost Spotifyja pred YouTubeom? Spotify lahko naši udeleženci, naši sledilci poslušajo tudi ne brez interneta. Internet rabijo, razen če so na plačljivi verziji Spotifyja, potem lahko prenesejo posnetke in jih poslušajo tudi brez interneta. Ampak poslušajo pa lahko tudi, če nimajo plačljive verzije Spotifyja, skratka, če so običajni uporabniki Spotifyja. By the way, mimogrede, ne, Spotify je torej aplikacija na telefonu, ki si jo pač prenesete in lahko potem pobrskate po raznih podcastih, ne, moj konkretno je maruša-edogodek.si. Najdete pa številne druge in v slovenščini in v angleščini. Skratka, dodana vrednost Spotifyja pred recimo YouTubeom je to, da lahko oseba posluša posnetke izven, ko je v drugih aplikacijah. Ne, YouTube vemo, da če nimamo plačljive verzije, potem to pomeni, da ko YouTube zapremo oziroma ko hočemo iti v eno drugo aplikacijo, se tak posnetek zapre. Pri Spotifyju pa v bistvu ta zadeva ostane in se lahko predvaja, kar pomeni, lahko normalno oseba brska po telefonu in v bistvu posluša naše zadeve. In še boljše, še dodatno to je pa to v bistvu, da ostane ta vrstica, ne, to se pravi kako naj rečem, ta posnetek ostane na telefonu še kar nekaj časa, kar pomeni tudi, če sem ga zdajle prekinila, me mogoče čez, ne vem, pol ure obvesti gor med mojimi notification, med obvestili na telefonu, da imam še en posnetek za pogledati. Zdaj, da ne bo tale hitri nasvet predolg, zadeva za nalagati je zelo enostavna, pokažem ob kakšni drugi priliki. Vse pa lahko delamo, to se pravi, vse te posnetke delamo pa z istim orodjem, kot delamo lahko torej naše spletne tečaje. Tako da v bistvu tukaj sem res pristaš tega, imamo eno orodje in z njim delamo in spletne tečaje in posnetke za e-marketing in tako naprej.